interjerjih se zadnja leta vse bolj oddaljujemo od minimalizma in preveč sterilnih prostorov. V ospredje prihajajo bogatejši ambienti z več barvami, teksturami in plastmi, ki pa kljub izraznosti ostajajo uravnoteženi in funkcionalni. Takšni interjerji niso več stvar pravil, temveč občutka in osebnih izbir lastnikov. Že čez nekaj trenutkov vam predstavimo stanovanje, ki ta premik odlično ponazarja. Je sodobno, drzno in hkrati zelo domače. Dobrodošli v domu brez belih sten, z veliko barvitimi tapetami in dizajnerskimi kosi pohištva. Že ob vstopu je tukaj jasno, da ne gre zgolj za trende, temveč za veliko značaja in predvsem za užitek bivanja. Tina, to stanovanje takoj pokaže, da je nekaj posebnega. Me najprej zanima, kako bi ga opisali v nekaj stavkih. Nahajamo se v dvosobnem stanovanju v Ljubljani, v Vila bloku. To stanovanje je res nekaj posebnega, pač odraža karakter lastnika. In v bistvu nismo želeli nekega klasičnega enobarvnega stanovanja, ampak v bistvu nek dom, kjer je dejansko neka oaza miru, ko prideš domov, se spočiješ in se počutiš tako kot v hotelu. Kar pomeni, da je sam ambient zelo dodelan. To predvsem naredijo barve, tapete, vzorci, teksture, da se v bistvu v ambientu počutiš dobro. Jaz v njem vidim eno tako bogatstvo in tudi del drznosti, torej en odklon od nekega belega minimalizma. Zakaj tako? Zato, ker večinoma se v nebelih prostorih počutimo boljše. Jaz osebno menim, da bele stene delujejo kot nedokončane stene. Stanovanje z belimi stenami so tako zelo, kot da čakajo, da se še nekaj v njih zgodi. In zato smo se odločili za nek unikaten, poseben interjer, ker v bistvu svet je bil včasih dosti bolj barvit, kot je zdaj. Če pogledamo neke stare ambiente, tudi če gremo v gledališče in tako, prevladujejo barve, bogate teksture in tako. Zdaj smo šli pa nekako neki tazga zelo monokromega. Belo, sivi, bež odtenki in v bistvu nobenega karakterja. Pač smo rekli, da tukaj pa hočemo pokazati karakter in smo si dali malo duška. Vse skupaj se je začelo s tapeto v prehodnem delu. Je zelo organska, živahnih zemeljskih tonov, ki so bili izhodišče za izbor opreme. Stanovanje nas v hipu, ko vstopimo skozi vhodna vrata, pozdravi prav scenografsko. Že sam vhod je nekaj posebnega. Izhajali smo iz funkcije, ker nismo želeli, da sam prostor deluje preveč utesnjeno. In smo namesto klasičnih drsnih oziroma krilnih vrat naredili kar zaveso. Žametno zaveso, take, ko so ponavadi tudi v gledališču, ki se potem naprej nadaljuje na tapecirano stensko oblogo, ki lepo zmehča ta vogal 90 stopinj in pa v bistvu služi tudi za obešanje oblek. Potem se prostor nadaljuje v garderobno omaro, ki ima na začetku eno tako lepo krožno nišo, kjer je tako antiko gledalo, tako da deluje malce rustikalno in v njemu se ne vidimo čisto. Se pravi, se vidiš, ampak ne vsake poteze. Potem pa tudi ta garderobna omara je posebna z ratanom in pa s temi steklenimi ročaji. Mimo večjega ogledala, tabureja z resicami in odlagalne omare, ki je tapecirana ter ima ročaje v obliki metulja in kačjega pastirja, nadaljujemo proti osrednjemu bivalnemu prostoru. In še nekaj, nam, ki smo malo bolj na otip, tele tapecirane površine blazno veliko pomenijo. Dodajo res en čist drug karakter. Ja, res je posebno, redko se to tudi vidi. Obenem je to čista funkcija, zato da se pač površina ne popraska in uniči. Po drugi strani je pa en tak estetski element. Ampak Tina, koliko življenjske dobe bi pripisali takemu elementu? Koliko časa preden bo treba na novo tole tapecirati? Po vaši oceni? Odvisno, kako se uporablja. Jaha, če se ga preveč dotika, verjetno manj časa. Verjetno pač, ne vem, 50 let. Je pa ta element odstranljiv, tako da se ga da lahko stran, se ga pretapecira in da nazaj. Kako je Tina zdaj kuhinja zamišljena? Kaj so njene značilnosti? Kuhinja je zamišljena pač linijsko. Začne se s tem polkrožnim elementom, enako kot na tej omarici, tako da te lepo pospremi v prostor, da ni teh strogih linij, ki te omejujejo. Potem imamo ta vertikalni zaključek visečih omaric, zato da se iz te strani
malo skrije pogled v kuhinjo iz hodnika. Ja, lepo. Potem v bistvu pa nadaljujemo in imamo pult iz umetnega kamna in tudi seveda steno. Posebnost je tudi ta linija z lučko. To je pa zelo zanimivo. In lahko premikaš tam, kjer potrebuješ. Še kaj obesiš gor po potrebi, ne? Tako. Wow. Posebnost je tudi ta pomivalni stroj, na katerega potrkaš in ti samo odpre. A res, zakaj? Ja, Lahko probam. poskusi. Kako? Tako gor potrkam? Ja. Evo, in te pozdravi. Ja, živijo. Kar naprej. Glavni bivalni prostor je zasnovan odprto. V njem so oblikovali različne kotičke za različne potrebe in dele dneva. Kakšne kose ste tukaj kombinirali? Vidi se veliko po meri narejenega pohištva, pa tudi ene posamezne take unikatne kose. Glavni dizajnerski kos je to viseče svetilo nad to mizo, za katero sediva. Potem so ti stoli, ki so zelo udobni, v bistvu so že skoraj enosed. Ta mizica, barska mizica, ki je v bistvu obenem tudi zajtrkovalni kotiček, direkt ob oknu, kot da si v eni kavarni. S premišljeno osvetljavo so poskrbeli za intimo in poudarili detajle, ki so vredni pozornosti. Spet malce drznejši element, se mi zdi tako ogromna roža tukaj za nama. Marsikdo ne bi pomislil, da lahko tako veliko lončnico semle postavi, ker kljub vsemu nismo v ogromnem stanovanju. Zanimivost te rože je, da je bila predvidena že v fazi načrtovanja stanovanja. Tako velika in da bo tukaj. Tako. In v bistvu takrat smo še imeli možnost spremeniti pozicijo balkonskih vrat. In zaradi te rože v bistvu so zdaj drsna vrata na kontrastrani, drugače je bil izhod predviden tukaj. Tako da v bistvu smo to imeli v mislih že ves čas. Pa resice vidim, da so marsikje, ne? Ja, resice so na veliko mestih. Se pravi, na tej omari naredijo male dinamike v prostoru. Tukaj zadaj so tudi police, tako da se lahko kaj skrije. Potem so na prtu, na preprogi, da se ta preproga kar malo zlije s parketom. In pa tudi na taburoju. Ja, in še na vaši obleki. Usklajena s prostorom. Spalni del in toaletne prostore so tematsko in barvno prilagodili ostalemu ambientu. Zlasti pri kopalnici je bilo pomembno, da so k projektu pristopili dovolj zgodaj, saj so predvidene sive ploščice lahko nadomestili z izvirnejšimi. Kljub majhni kvadraturi pa jim je v prostoru uspelo poskrbeti tudi za urejenost. Kopalnica ima veliko enih tekstur, veliko enih materialov. Kako združiti v pravi meri estetiko in red, po vašem mnenju? Po mojem mnenju je recept ta, da je v prostoru dovolj omar. Ker če v prostoru ni dovolj omar, potem puščamo stvari na policah in je ves čas nek kaos. Se pravi, da je dovolj omar za vse vaše stvari, ki jih imate. Oziroma jih prerazporedite nekam drugam, ampak v vsakem primeru nekje rabite dovolj prostora. Zato je pomemben, da je prostor maksimalno izkoriščen, ampak še vedno prostoren. Tako da na ta način potem dosežemo, da je lahko veliko barv, veliko tekstur in še vedno je prostor urejen. In kako je zamišljena spalnica? Spalnica je zamišljena kot kotiček za spanje. Tukaj imamo tapeto, ki je enaka kot v prehodu, samo v drugih barvnih odtenkih. Takih malo bolj nežnih, da te pomirijo, da lahko zaspiš. In potem imamo tudi nišo, se pravi strop in steno v barvi iz tapete. Ta drugi del, ki je pa garderobni del, je pa v bistvu v takem bež odtenku in tudi strop. Tako da ta del poveže skupaj in ti daje tak občutek udobja. Tako malo hotelsko deluje. Pa dajva zdaj končati tukaj, kjer se je vse skupaj začelo, ne? Pri tej tapeti, na tem prehodnem delu. Tako je. Iz te tapete izhajajo vse barve, tudi tematsko, recimo ti ročaji na tej omarici. Ja, kot vidim, smo pa tudi mi do danes usklajena barvno in stilsko s tem stanovanjem. Ja, seveda, vi imate resice, jaz sem pa kot kamelon, oziroma res vse izhaja iz tele tapete, ne? Ja, res je zanimivo. Stanovanje je dokaz, da se pri opremljanju doma minimalizem in izbira le preverjenih barvnih kombinacij, kot so bela, bež, antracit in lesni dekor, ne obneseta vedno. Prav nasprotno, bogati ambienti nas zlahka presenetijo z občutkom domačnosti, ugodja in dobrega počutja.